Dobrodošli v novem videu. Zdaj, tale teden v stock marketu je bil res kar crazy. V bistvu, probably vsi že veste, vsaj če gledate ta kanal, da smo v torek dobili CPI report, se pravi, to je v bistvu report za inflacijo, ki je prišel malo bolj hot ven, no, ampak v bistvu pol v drugi polovici tedna smo dobili še 3 zelo pomembne reporte. Tako da v tem videu bi rad v bistvu malo šel čez njih, kakšni so bili rezultati in pa v bistvu kaj to zdaj pomeni, in pa tudi v bistvu kako je Federal Reserve reagiral na vse to skupaj, ker ta teden je v bistvu, ne vem, če sem že kdaj videl, da je toliko velik Fed memberjev govoril v enem tednu, no. Tako da, ja, v bistvu kar pomemben video in gremo v bistvu kar noter. Se pravi, v sredo smo dobili retail sales številke in prišli so dosti hot, no. Se pravi, expectations za retail sales je bil 2% in v bistvu rezultati so pol prišli na 3%. Zdaj v bistvu, če samo na hitro povem, kaj to je samo v bistvu koliko, se pravi, konsumerji oziroma potrošniki zapravljajo. Se pravi, meri se iz meseca v mesec, torej kar ta številka pomeni, je, da so potrošniki v bistvu v januarju zapravili za 3% več denarja, kakor v decembru. Če si pogledamo v bistvu tudi malo še druge številke, ki jih merijo, so isto vse prišle hot. Se pravi, retail sales ex auto, se pravi brez vozil, je bil pričakovan. Je bilo pričakovano, da bo prišel na 0,9 in v bistvu tudi prejšnji mesec je bil na minus 1,1. No, zdaj pa v bistvu prišel na 2,3, se pravi, isto full bolj hot, kot expected. Tudi retail sales ex auto and gas so bili expected na isto 0,9 in prišel na kar 2,6. Se pravi, 1,7% v bistvu več, kot pričakovano. No, in pa isto še retail sales control group je bil expected na 1%. Rezultati so pa prišli na 1,7. Se pravi, kaj to v bistvu pomeni je, da pač folk v bistvu full več spenda. Zdaj v januarju so zapravili veliko več denarja, kakor se pravi v decembru. In na to so nas v bistvu opozorili tudi pri American Expressu, ki so na njihovih earningsih so povedali, da v bistvu ljudje še vedno zelo veliko zapravljajo, kljub temu, da, zdaj ne vem, rekli so, da v bistvu ljudje še vedno zapravljajo v recesiji, a ne, zdaj to je v bistvu pol drug argument, a smo v recesiji ali ne, ampak to ne bomo v bistvu govorili o tem videu. No, v bistvu poleg teh številk, ki so prišle, so bile v bistvu tudi številke za december v bistvu popravljene. Prav, v decembru, če ne veste, smo imeli dosti v bistvu lih obraten report in v bistvu številke so bile popravljene iz minus 1,1 na 0,9, ex auto and gas je bil pa popravljen iz minus 0,7 na minus 0,4. Se pravi, tudi december je bil malo bolj hot v bistvu, kakor je bilo to rečeno takrat, no, ampak še vedno pa je pač negativen. Če si pogledamo še v bistvu malo, kaj je izstopalo v tem reportu, recimo food services and drinking places, se pravi restauracije pa bari, so bili up kar 25% v januarju. No, ampak kar je bilo pa zanimivo v bistvu v sredo po tem reportu, da je market je v bistvu bil green, market je bil up in v bistvu to je dosti čudno, zato ker kar smo videli zdaj mi v preteklem letu, ja, v bistvu tudi 3 mesece nazaj, da folk je v bistvu dosti gledal te retail številke z vidika inflacije, ne? Zato ker sicer bi si mislili, da pač velike retail številke pač pomenijo, da je dober, ampak v bistvu v času večje inflacije to pomeni, da pač ljudje več zapravljajo in imajo posledično podjetja večji pricing power, se pravi, lahko dajo višje cene, kar pa povzroča več inflacije, ne? Zato v bistvu zdaj v zadnjem letu so bile te
retail sales številke, če so prišle nad pričakovanji, je bilo to ponovadi slabo za market, ker to pač posledično je pomenilo, da bo najverjetneje prišla, mislim, da je najverjetneje več inflacije in da bo mogel Federal Reserve v bistvu več zvišati obrestne mere. No, ampak v bistvu smo zdaj videli nekako ta shift. Zdaj, že v zadnjem reportu januarja, ko so bili retail salesi toliko negativni, je v bistvu market dropil za tem. In pa zdaj v bistvu, ko smo videli full hot retail salese, smo videli, da je bil market green. In to je probably zato, ker pač folk v bistvu ne gleda več toliko teh reportov z vidika inflacije, ampak pač vejo, da se je pač proces disinflacije že začel, ker je to povedal tudi Jerome Powell na zadnjem meetingu. In v bistvu jim je zdaj bolj važen, da se pač izogibamo recesiji. In ja, pač dobri retail salesi pa ponavadi pomenijo, da pač recesija ni tukaj. V recesiji bo folk manj zapravljal, retail salesi pa pač nam zdaj govorijo lih obratno, da ljudje spendajo pač več. Ok, v četrtek smo pol dobili isto še dva dosti pomembna reporta in sicer najprej bi rad povedal, dobili smo PPI, se pravi PPI je isto report za inflacijo, v bistvu je čisto enak CPI, se pravi Consumer Price Index, razen da je to Producers Price Index, torej ne meri inflacije za potrošnike, ampak v bistvu meri inflacijo pri proizvajalcih. No in PPI številke so bile v bistvu res dosti slabe. Se pravi, expectation za month over month PPI je bil 0,4, medtem ko je pol report prišel na 0,7. V bistvu prejšnji report, če ne veste, za PPI je bil minus 0,5, tako da tukaj smo dejansko videli ta 1,2% razlike v month over monthih v PPI-ju. Se pravi, full volatile je inflacija, kar je v bistvu, kar so tudi povedali Federal Reserve memberi, no, ampak o tem bomo malo kasneje. Če si pogledamo še year over year, PPI je bil expected na 5,4 in je prišel na 6, se pravi isto full bolj hot, kot je expected. Če si pa pogledamo še core PPI, se pravi brez hrane in energentov, je bil pa expected month over month 0,3 in je prišel na 0,5%. Year over year pa je bil expected na 4,9 in prišel na 5,4. Torej, PPI je v bistvu mislil na čisto samo in ja, v bistvu pač bomo videli, kaj to pomeni. Za PPI v bistvu dosti folk govori, da se pač PPI prenese v CPI, zato ker najprej bojo dobili v bistvu proizvajalci više cene, pol bojo pa to šele se prenesli na potrošnike, ker bojo mogli zvišati cene, ker imajo pač oni več stroškov. Ampak ja, v bistvu ta correlation pač ni lih dokazano. Tako da bomo videli, kaj se bo zgodilo. Dobili smo pa v četrtek v bistvu še jobless claimse, torej koliko novih ljudi je bilo nezaposlenih. No in to je prišlo na 194,000 proti 200 expected. Tudi v bistvu manj kot prejšnji mesec, ko je bilo 195,000. In ja, v bistvu ta report je zdaj že ne vem kjerič zapored prišel hot. Pač job market na splošno je pač full hot, se pravi unemployment je basically najmanjši v zadnjih 50 letih, se mi zdi, no. Kar je v bistvu dosti slabo za inflacijo, no. Zato ker lahko pride do tega wage price spirala, se pravi, da morajo v bistvu delodajalci dajati više plače, da pač sploh lahko pritegnejo nove delavce in pa da lahko tudi obdržijo že obstoječe delavce. Ker pač je toliko v bistvu prostih dela, ne. Mislim, da je 1,7 prostih del za vsakega nezaposlenega. In ja, pač to pa v bistvu prenese do inflacije, temu rečemo wage price spiral. No, v glavnem, če summarizamo vse te reporte, ki so bili ta teden, moram reči, da full hot reporti za disinflacijo. Se pravi,
malo so v bistvu sfukali to tezo Federal Reserve pa J. Powella, da se je disinflacija že začela. No. Sicer pač probably vemo, da ni lih zdaj proces disinflacije tak, da se bo takoj zgodil in bo tudi inflacija najverjetneje dosti volatile. Ampak ja, v bistvu so nam pokazali te reporti, no, da ne bo šlo pač lih po ravni črti dol inflacija. Moram pa reči, da market se mi sploh ne zdi, da je tako slabo odreagiral, no, kot bi bilo pričakovano. Recimo let nazaj, pa pol leta nazaj, se mi zdi, da bi bila čisto drugačna zgodba, če bi dobili take reporte, no, da bi pač probably bi market dosti več dropal, kot je zdaj. Zdaj, pač S&P je bil malo down ta teden, ampak tako res minimalno, pač če gledamo, kakšne reporte smo dobili. Recimo Bitcoin je pač basically dosegel nove highse v četrtek. Tako da ja, v bistvu dosti zanimivo, no. Kakor sem rekel, se mi zdi, da folk ni več sploh toliko, oziroma da investorji niso sploh več toliko obremenjeni z inflacijo, zato ker pač ja, v bistvu vejo, da se je ta proces disinflacije že začel, ker jim je tako rekel tudi Jerome Powell v bistvu, in da zdaj pač v bistvu večina ljudi gleda, kako se bomo izognili recessionu in v bistvu se mi zdi, da so zdaj bolj pomembni EPS-i od podjetij, se pravi, koliko zaslužijo podjetja, da je to mogoče malo bolj zdaj pomembno za investorje. Dajmo si zdaj v bistvu malo pogledati, kako je odreagiral Federal Reserve na vse te reporte, ki smo jih dobili ta teden. Se mi zdi, da je to dosti pomembno, da si pogledamo, da pač lahko malo pričakujemo, kakšen je njihov plan za naprej, zdaj, kaj bodo naredili z obrestnimi merami, glede na to, da smo dobili take reporte, ko smo, a bomo mogoče dobili naslednji hike 0,5, tako da v bistvu tudi ta teden je res veliko memberjev je govorilo, ne vem nazadnje, kdaj jih je bilo toliko v enem tednu. Če si kar pogledamo, v bistvu že v torek po CPI-ju so govorili 4 Federal Reserve memberji in ja, se pravi, to je bilo v torek, torej pred retail sales reportom, pred PPI-jem, ampak ja, še vedno po CPI reportu, ki je bil isto bolj hot, kot expected, tako da se mi zdi, da so bili v bistvu kar presenetljivi, odgovori teh memberjev, ker v bistvu človek bi pričakoval, da bojo rekli, da bojo mogli ful več hajkati, kakor so mislili, ker je pač inflacija večja. No, najprej je govoril Fed member Barkin in v bistvu je povedal, da je ta report bil expected in da pač pričakujejo volatility v inflaciji. Se pravi, tukaj govorimo za CPI report, da so v bistvu pričakovali večjo inflacijo v januarju, kakor je bilo recimo v decembru, če govorimo month over month, in da ja, da v bistvu v Fedu vejo, da bo inflacija zelo volatile, pač da ne bojo kar takoj prišli na njihov cilj, ne. Je pa v bistvu povedal tudi, da pač je mesec januar v bistvu mesec, na katerega najbolj vpliva pač sezonskost zapravljanja. To se v bistvu pol videli tudi malo v teh retail salesih, če tako pogledamo, je folk toliko več spendil kakor decembra. No, je pa v bistvu pol tudi rekel, da pač ima v bistvu do marca čas, da se odloči zdaj za naprej, za njegova pričakovanja in pa v bistvu kaj bo glasoval za naslednji rate hike, zato ker pač marca je naslednji Federal Reserve meeting 22. marca in je rekel, da v bistvu do takrat bo dobil še en CPI report, še en ta retail sales report, še jobs reportov, tako da se bo pol na podlagi tega v bistvu odločil. No, naslednja je govorila Lori Logan in ona je v bistvu pač povedala ta
generic fat talk v bistvu. Da bojo rabili, da bojo rabili v bistvu obrestne mere imeti višji za dalj časa, če bojo še v bistvu v prihodnosti dobivali take reporte. To je že malo bolj v bistvu, kar bi si človek mislil, da bojo rekli po takem reportu, a ne, tako da to je bilo kar za pričakovati, no. No, v torek je govoril še Williams in on je rekel, da v bistvu zdaj pričakuje, da bo unemployment dosti manjši, no, kakor so mislili. Zdaj, rekel je, da najprej je Fed mislil, da bo unemployment prišel tam med 4,5 pa 5%, ampak da se mu zdaj zdi, da v bistvu unemployment rab prideti sam tam med 4 pa 4,5%. Se pravi, so znižali ta njihov unemployment target, oziroma on ga je znižal iz, se pravi, teh high 4 številk v bolj niže 4 številke, se pravi od 4 do 4,5. In ja, kar je bilo dosti presenetljivo, zato ker če glede na te hot reporte bi si v bistvu človek mislil, da bojo mogli najverjetneje več višati obrestne mere, kar pol v bistvu prenese pač večje obrestne mere, prenesejo pol ponovadi recession, kar pač prenese tudi večji unemployment, ne. Tako da dosti presenetljivo, da je to rekel, zato ker pač z drugimi besedami v bistvu to pomeni, da on misli, da so se zdaj šanse pač za soft landing, se pravi, kaj to pomeni, da v bistvu se znebimo inflacije brez recesije, da so se dosti zboljšale. Je pa v bistvu opozoril še na dve nevarnosti za inflacijo, ki so pa v bistvu večji demand zdaj v Evropi. V Evropi smo imeli dosti toplejšo zimo, v bistvu, kakor je bilo pričakovano, in je zdaj v bistvu tukaj je večji demand za vse, kar potencialno pomeni pač pol večjo inflacijo, kar se pol prenese pač tudi na cel svet. In pa v bistvu druga nevarnost, to odprtje Kitajske, kar isto lahko prenese večjo inflacijo. No, v torek je pol govoril še en member, Harker, ki je pač je pa rekel zdaj, da on v bistvu podpira interest rate nad 5%, se pravi, da bo Federal Reserve vsaj še za 0,5% zvišal obrestne mere. In obenem je pač še opozoril, ampak v bistvu obenem je pa povedal podobno, kakor Williams, je rekel, da je labor market, se pravi jobs market, je v bistvu trenutno preveč hot, da bi dobili recesijo, oziroma da bi bili v recesiji. No, v sredo v bistvu smo pol dobili malo pauzo od Fed speakerjev, ni noben govoril, sta pa zato v četrtek govorila dva Fed memberja, mogoče dva celo malo bolj hawkish memberja, no. Če si pogledamo, najprej je Fed member Mester rekla, da v bistvu ona vidi zdaj po teh reportih, se pravi, to je v bistvu, ona dva sta govorila po retail sales reportu, da ona vidi, ona dva sta v bistvu govorila zdaj po vseh teh reportih, se pravi po retail salesih, po PPI-ju in po jobless claimsih in pa pač valjda po CPI-ju, ki je bil v torek. No, ona je rekla, da pač zdaj vidi dosti bolj prepričljive razloge v bistvu za 0,5% zvišanje obrestnih mer na naslednjem Federal Reserve meetingu. In ja, v bistvu rekla je celo, da je ona to tudi predlagala že prejšnji meeting, da se ji je zdelo to bolj primerno, no. Zdaj, v bistvu za 0,5% moram reči, da to bi bil po moje nek tak mini rug pull za market, ker se mi zdi, da market lih ne pričakuje čist tega. V bistvu se mi zdi pač tudi, da bi bilo bolj logično, da bi šli za 0,25, pa v bistvu naredili to še enkrat, ali pa celo dvakrat, če bi bilo treba.
se mi zdi, da bi imel malo več sensa, kot zdaj 0,5 v bistvu. Pa se pravi, bi bilo v bistvu bolj logično, po mojem mnenju, da bi in zdaj marca in maja v bistvu zvišali za 0,25, pa bi pol v bistvu julija pozal, kot da bi zdaj z prve 0,5 pa pol maja pozal. No, v bistvu podoben je pa rekel tudi James Bullard. On je pač dost known hawk, tudi on je v preteklosti, zdaj zadnjo leto, je bil dost za 1%, ne. On je rekel, da je isto na zadnjem mitingu podprl 0,5%, in da v bistvu ga zdaj za naslednji miting isto pričakuje, ali pa celo 0,75. Zdaj 0,75 se mi zdi čisto najmogoče, no, ampak on je rekel v bistvu, da hoče na koncu videti Federal Funds Rate med, se pravi 5,25 pa 5,5%. In da v bistvu to je ta cifra, ki se njemu zdi ta prava, da zagotovimo disinflacijo. No, v petek smo pa v bistvu dobili še dva Fed memberja, ki so govorila. Najprej je spet govoril, se pravi Fed member Barkin, in on je pa v bistvu povedal, da on podpira 0,25 na naslednjem mitingu, zato ker se mu zdi, da jim to v bistvu zagotovi večji flexibility, no. Kar ja, po mojem mnenju ima dosti prav, zato ker, kot sem rekel prej, v bistvu, če zvišajo za 0,25, v bistvu vedno lahko pol več hajkajo, ne, se pravi, sam kasneje pozajo. In ja, v bistvu pač se mi zdi to boljše, kot da bi kar iz prve šli zdaj na 0,5. No, je pa tudi rekel v bistvu, da pač, da je to počasen proces, se pravi proces disinflacije, in da on pač vidi v bistvu več hajkov zdaj v prihodnosti. Ni pa povedal, koliko je to. No, in pol je s podobnim tonom v bistvu v petek govorila še Michelle Bauman. Ona pravi, da je še dolga pot do cilja Federal Reserva, se pravi 2% inflacije, in da pač ona je dosti sigurna, da bojo mogli nadaljevati zvišanjem obrestnih mer, pač dokler ne vidijo malo večjega napredka v tem. Tako da v bistvu dosti zanimivi responsi, dosti tako miks, no. Eni pravijo, da so bili te reporti za pričakovati, da je to samo januar, da pač se disinflacija še vedno nadaljuje, kar v bistvu, mislim, je res, ne. Še vedno smo dobili manjši CPI report year over year, kakor prejšnji mesec, no. In ja, medtem ko drugi pa v bistvu pravijo, da je treba zdaj malo stopiti nazaj na plin, da moramo na naslednjem mitingu hajkati 0,5%. Če si pogledamo malo, kaj market misli, po tem hot tednu so v bistvu že so možnosti, da dobimo na naslednjem mitingu 0,5%, že na 15%. Zdaj meni se zdi v bistvu še vedno bolj verjetno, da bomo dobili 0,25. Ampak v bistvu je še dosti dolga do naslednjega mitinga, v bistvu do 22. marca. Kakor sem rekel prej, dobimo še veliko reportov do takrat, no. Tako da se mi zdi, da ko bomo bližji, ko bomo bližji mitingu, bo malo boljša slika, kaj lahko pričakujemo, no. Tako da ja, v bistvu zna biti še dosti zanimiv, dosti zanimiv teden je bil zdaj. Upam, da ste uživali v temu pač quick recapu tedna. In ja, to bo v bistvu to za ta video, no. Hvala, da ste gledali, pa se ga v naslednjem videu.